Konec julija in ves mesec avgust v občini Ljutomer namenjajo praznovanju tokratnega občinskega praznika. Tradicionalnih prireditev o pomoči občinskih društev in zavodov ne bo manjkalo. Dodatno so na program umestili nekaj aktivnosti, vezanih na visoke jubileje, med drugim tudi 100-letnico smrti Josipa Karbe, ustanovitelja gasilstva na Murskem polju. Še ena značilnost njegove je bila, da je v bistvu zahteval en izmed prvih poveljnikov v slovenskih gasilskih teh zvezah, ki so nastale, poveljevanje v slovenskem jeziku. Na Zgornjem Krapju bo ob 6. slovesnost, ki se bo začela z gasilskim ešalonom. Slavnostni govornik bo veliki poznavatelj življenja in dela gospoda Josipa Karbe, gospod Miran Puconja, častni občan. Po proslavi oziroma po obeležitvi 100-letnice smrti bo v gasilskem domu Zgornji Krapje na ogled tudi priložnostna razstava, kjer so zbrana nekatera dela Josipa Karbe, on je tudi ogromno pisal, in pa njegovi nasveti za kmetijstvo. On je bil tudi nadebudni kmet in imel prvo trsnico. V soboto od 11. dalje bo 19. memorial Aljaža Cafa in Jožeta Gajserja, ki ga na vzletišču Veržej pripravlja Aeroklub Prlek Ljutomer. V nedeljo ob 10. sledi mašna slovesnost z blagoslovom prleških vrednot. V popoldanskem času, ker si občina prizadeva biti prijazna otrokom, bo seveda tudi v parku prvega slovenskega tabora animacija za otroke, pisani mehurčki, potem slikava obraza, kreativne delavnice ob 17. uri, 17:30 pravljični kočiček, ob 18. pa se bodo seveda otroci podali na lov na zaklad in spekli slastne palačinke. V sredo 31. julija bo dan druženja, ko bo že zjutraj medgeneracijsko druženje z gibalno urico. Kot najranljivejša skupina naših uporabnikov v naši občini smo tokrat pripravili našo že tradicionalno gibalno urico v parku prvega slovenskega tabora ob 9. uri. Povabili smo prav tako druga društva in zavode, ter se bomo na takšen način medgeneracijsko povezovali, pomerili oziroma družili, bom rekla, z raznimi aktivnostmi v igrah. Prav tako se nam lahko pridružite ob 17. uri v občini na prostem, v popoldanskem času. Med 9:30 in 11:30 bo za pogovor z občankami in občani pod 100-letnimi hrasti v parku prvega slovenskega tabora na voljo županja, ki bo med drugim sprejela zlate maturante in policista, ki sta pred dnevi rešila življenje. Kar nekaj aktivnosti pripravlja tudi projektna razvojna agencija. Ta v ospredje postavlja turistično ponudbo občine Ljutomer, potekalo bo tudi nekaj degustacij. Letos imamo eno tako zelo lepo priložnost, in sicer bomo zbirali protokolarno vino občine Ljutomer za leto 2024. Tako da res lepo vabim tudi vas, občanke pa občani, da pridete v enoteko degustirati, ker tudi vaš glas šteje, da bomo zbrali tisto vino, ki bo za leto 2024 protokolarno, da se bomo z njim predstavljali tako županja kot tudi celotna občina. Ko bomo konč šli, bomo vzeli naš dober vinček s seboj. Tudi Obrtno-podjetniška zbornica Ljutomer je vključena v praznovanje. V četrtek 1. avgusta ob 18. na sedežu zbornice pripravljajo okroglo mizo o ukrepih Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. V četrtek ob 20. uri na Glavnem trgu pa organiziramo našo slavnostno prireditev Obrtnik leta 2024, na kateri bo slavnostni govornik, predsednik Obrtne zbornice Slovenije, gospod Cvar.
Za kulturni program pa bo poskrbel naš prleški kantavtor Tadej Vesenjak. Slavnostna prireditev ob 68. občinskem prazniku bo v petek 2. avgusta ob 20. v parku prvega slovenskega tabora. Nastopila bo Nika Zorjan, podelili pa bodo tudi občinske nagrade in priznanja. Plaketo občine Ljutomer z listino in denarno nagrado prejme za 150 let delovanja Lončarstvo Žuman in za 70 let delovanja in 30 let organiziranja Zobelžura Prleški študentski klub. Pisno priznanje občine Ljutomer pa bo prejel Branko Krajnc za dolgoletno aktivno delo na področju gasilstva in ohranjanju prleške kulturne dediščine, gospa Silva Pučko za 40 let delovanja na humanitarnem področju in gospa Tanja Trstenjak za uspešno vodenje in izvedbo projektov na podružnični osnovni šoli Cven ter aktivno delovanje domačih društvih in na humanitarnem področju. Potem pa podelimo vsako leto tudi priznanje županje, ki ga letos sprejmejo gospod Anton Žinko za pomemben prispevek k promociji vinogradništva in angažiranje pri gradnji doma vinogradnikov v Mali Nedelji. Potem gospa Florjana Kastelic za oživitev mestne slaščičarne in promocijo prleške gibanice. Potem Kasaški klub Ljutomer za 150 let uspešne organizacije kasaških dirk in reje ljutomerskega kasača. Poslovna hiša Mitra za 30 let delovanja ter organizacijo kulturno-gastronomskih dogodkov in pa Ricardo Žibrat za 40 let aktivnega udejstvovanja v karateju kot tekmovalec, trener in sodnik. Prleški sejem bo letos v soboto 3. avgusta od 9. dalje na glavnem trgu v Ljutomeru. Ponudbo na stojnicah bodo dopolnili nastopi prleškega kvinteta, Čukov ansambla Štrk in Dejan Dogaja benda. Za konec bo v športno-rekreacijskem centru Kostanjevica 11. nočni turnir v odbojki na mivki. V športnem duhu bo minila tudi nedelja 4. avgust. Ko bomo organizirali rekreativno kolesarjenje, poimenovano Tour de Lotmerk, skupaj s športnim društvom MTB Prlekija in pa športnim društvom Stari Hrast. Pripravljene so 3 trase, prvo je za cestne kolesarje, približno 80 km, potem MTB trasa 40 km in pa trasa za družinsko kolesarjenje, ki je dolga približno 15 km. Turistično društvo Stara cesta pa bo pripravilo že 23. sodobne rimske igre. Zberemo se v nedeljo 4.8. pred gasilskim domom v Mekotnjaku, kjer se oblečemo na tisti travnati površini, oblečemo se v rimske kostume in sledi povorka do našega rimskega obeležja, ki smo ga naredili pri stari šoli na Stari cesti. Tam prikazujemo en del tlakovanja naše ceste rimske in potem se povorka sledi okrepčilo, seveda malo zakuske na tem koncu in potem se vrnemo nazaj na travnato površino pred gasilskim domom v Mekotnjaku, kjer sledijo te igre, ki predstavljajo nekako v šaljivem smislu in pa delo kmečko opravila. V času občinskega praznika je posebno ugodnost pripravila tamkajšnja izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti, ki v tem času po ugodnejši ceni ponuja žlahtni abonma s 5 predstavami. Splošna knjižnica Ljutomer pa večino aktivnosti pripravlja 8. avgusta, ko bo dan odprtih vrat muzeja splošne knjižnice z razstavami, ob 19. sledi v galeriji Anteja Trstenjaka še razstava. To je umetnik iz Srbije, ki je pa našel, tako bi lahko rekla, začasen dom tukaj v Križevcih. Pri Ljutomeru se je parkrat na leto tu in se tu zelo dobro počuti. To je Nedim Hadzi Ahmetović, Mafamo, raje rečemo. To je umetnik iz Negotina, docent na Fakulteti umetnosti v Kosovski Mitrovici. Za njim je že 20 individualnih razstav in 40 skupinskih. Njegova dela pa najbolj poznate na Rondoju v Križevcih, to je ta Konkasač. Vključena bo tudi svečana akademija ob 150-letnici prvih kasaških dirk na Slovenskem, ki bo v petek 9. avgusta ob 18. v parku prvega slovenskega tabora. Naslednji dan, soboto 10. avgusta,
pa je osrednja prireditev na hipodromu v Ljutomeru. To je 34. slovenski kasaški derbi in na ta dan je kot vsako leto tudi v okviru občinskega praznika dirka županje občine Ljutomer. Letos prirejamo še eno posebno presenečenje, upamo, da bo nam to seveda uspelo. Poleg tega bo v okviru praznika občine Ljutomer na sporedu kar nekaj pravljičnih uric, likovnih delavnic, srečanj in druženj. Aktivnosti bodo tudi v Mladinsko-kulturnem centru. Prleški študentski klub pripravlja več koncertov, predavanj, druženj, filmskih večerov in 31. avgusta prireditev Športhet. Občani se bodo 4. avgusta lahko zastonj kopali na letnem kopališču Ljutomer, najmlajše pa bodo od 5. do 8. avgusta v parku pričakovali napihljiva igrala.